Lepo pozdravljeni in dobrodošli v mojem knjižnem kotičku. Današnjo pravljico s prav posebnim veseljem poklanjam Zarji in Kaji, ki zelo radi prisluhneta pravljičnemu svetu. Še posebej pa obožujeta slikanice v rimah, nastale izpod peresa slovite pisateljice Julie Donaldson. Ker pa v mojem knjižnem kotičku rada ustvarjam tudi svoj pravljični svet, sem za Zarjo in Kajo pripravila prav posebno zgodbo v rimah. Podali se bomo v zeleni gozd in spoznali prikupno miško Milo, ki si želi košček tišine. Gozdu je namreč postalo povsem nemogoče. Živali so glasne, ropotajo, smrčijo in zganjajo hrup. Bo Mili uspelo ubežati gozdnemu hrupu in najti tisti mir, ki ga tako močno išče? Predlagam, da se udobno namestimo in prisluhnemo zgodbi v rimah za Zarjo in Kajo z naslovom Gozdni nemir. V zelenem gozdu, kjer potok šumi, prijazna miš Mila v luknji živi. Ima brčice dolge in urne korake, po gozdu hiti, da živali ni enake. A danes Mila malce slabe je volje. V gozdu je hrupno, nič ni najbolje. Veverica Vera neutolažljivo joče, detel Dare po deblu glasno ropoče. Celo volk Vlado se hihita smejoče. Takrat pa miška Mila obupano reče: saj to je postalo povsem nemogoče. Preveč je hrupa. Mila zavzdihne, še veter v krošnjah nikakor ne utihne. Iščem kotiček, kjer tišina kraljuje, kjer se tišino in mir spoštuje. Pa sreča lisico Lenko, ki repsi krtači, ta zvita jo vabi. Mila, le z mano zakorači. V mojem brlogu je tiho in mirno, le pridi v mojo lisičino širno. Hvala, lisica, tvoj mir mi ni v pomoč. Iščem zavetje, kjer mirno bo dan in noč. Mila pogleda lisičino ostro zobovje, hitro smukne stran skozi gosto grmovje. Nato sreča velikega medveda Marka, prijaznih besed mu resda ne zmanjka. Pridi v moj dom, tam je sladek nered, poln obljub je in prijaznih besed. Sicer res malce glasno smrčim, ko domišljijski svet odhitim. A tokrat, če prideš ti, mirno bo tam, saj družbo imel bom in ne bom sam. Mila se glasno nasmehne. Medved, res si nadvse prijazen, a smrčanje za ušesa je bojazen. Iščem tišino, ki nežna je, mehka, kot puhast oblak, ki na nebu lebdi, kot najnežnejši junak, ki bedi. Mila urno spleza na hrib pod stari hrast, kjer sreča sovo Stelo, modro učiteljico, njej v čast. Stela, nežno jo Mila vpraša. Povej mi, prosim, kje mir se dobi? Vsi zganjajo hrup, še preden se dan poslovi. Stela počasi pomežikne. Mila,
Poslušaj me zdaj. Največji mir nosiš v sebi. In veš kaj? Zapri svoje oči, globoko vdihni, vse nemirne misli tiho odpihni. Mila poskusi, v hipu utihne, noben hrup je več ne navdihne. Sliši le srce, ki tiho tiktaka, in mir, ki v njej se kot potok mirno pretaka. Našla sem ga! Mila navdušeno vzklikne. Neverjetno! Miren pristan v mojem srcu je skrit in to prav vsak dan. Zdaj Mila v svoji luknji mirno zaspi in v sanjah se novega dne neizmerno veseli. Odlična zgodba. Modra sova Stela nas je naučila nekaj izjemno dragocenega in miška Mila je spoznala, da tisti pravi, najlepši mir ne stanuje nekje daleč stran, ampak ga vedno nosimo s seboj v svojem srcu. Zarja in Kaja, upam, da ste uživali v družbi miške Mile ter njenih gozdnih prijateljev, ter da boste tudi vedve kdaj, ko bo svet okoli vaju preglasen, le zaprli oči in poiskali svoj miren pristan. V mojem knjižnem kotičku pa lahko prisluhnete še eni čudoviti pravljici z naslovom Skrivnost čudežnega gozda. Prijazno vabljeni k poslušanju. Pravljičen pozdravček Zarji in Kaji ter pa seveda vsem ostalim poslušalcem pravljičnega sveta v mojem knjižnem kotičku. Čau, čau! Bravo, Mila! Da si le našla svoj mir.